Pozdravljeni vsi skupaj, zopet se oglašam v novem videu in tokrat bomo govorili o interpretaciji, kar je zame nekako logično nadaljevanje prejšnjih videov, v katerem smo govorili o ritmu. Kajti ritem je tudi del interpretacije, kar seveda bom zdaj razložila kako in kaj in zakaj in kako. Kaj je zame interpretacija? Zame je to naj poje vaše srce, to pa naj poje moje srce. Tisto, kar jaz resnično čutim v svojem srcu, svoje emocije, svoje občutke, da izrazim to skozi skladbo, skozi svoje petje. Ampak, ker govorimo tudi o glasbi, se moramo nekako prilagajati harmoniji in ritmu v okviru specifične zvrsti glasbe. Kaj to pomeni? Naprimer, en Kurt Cobain ali Steven Tyler iz Aerosmithov bo malo drugače interpretiral oziroma izpovedoval svoje čustva skozi njegov stil glasbe, ki je rock, skoraj heavy metal, malo bolj šarf, kot ena operna pevka ali jazz pevka, pevec, ali en pop pevec, pevka. Malo drugače bomo to izrazili in tudi v drugem ritmu. In seveda od spodaj bojo drugačne harmonije, ker mi se odzivamo tudi na harmonsko podlago. Ni vse isto. Tako da moramo to vedno upoštevati. To je pač glasba, ki je skupek vsega tega. Torej, kaj je bistvo? Bistvo je to, kar sem rekla. Bistvo, ne glede na stil, je vaša iskrenost. Vaše občutenje teh kjerkoli občutkov. Recimo, tukaj imam napisan mir, zaljubljenost, ljubezen, veselje, žalost, jeza, karkoli že izražamo, karkoli že čutimo. Seveda je za nas pevce to dokaj enostavno, ker imamo besedilo in samo preberemo besedilo oziroma se ga nekako začutimo, se z njim poistovetimo, to je zelo važno, in v njem poiščemo, katere občutke je avtor, ki je napisal besedilo, hotel izraziti. Lahko, če mi pišemo besedila, bomo mi točno vedeli, kaj smo hoteli s tem povedati in občutiti. Vendar nimamo vsi mogoče toliko dobrega pevskega talenta, da bi to lahko tako fenomenalno izrazili, to čustvo potem v interpretaciji kot en zelo dober pevec. Kar bom tudi pokazala pozneje na primerih, da boste videli, kaj pomeni res dobra interpretacija. Saj bom rekla po moje, v mojem svetu zame je to nek res vrhunec interpretiranja, ki vam ga bom pozneje predstavila. Še preden gremo pa na te primere, bi pa povedala par zgodbic, kako se ljudje sploh pripravijo na interpretacijo. Vedno gremo v neko svojo preteklost, lahko gremo v otroštvo celo, ni mus. Važno je, da ko mi pogledamo to besedilo, moramo najti te emocije. Zdaj, mogoče se nam to, kar pojemo v besedilu, ni točno tako zgodilo, kot besedilo govori, ampak se nam je nekaj podobnega. Oziroma poznamo te emocije, katere želimo skozi to besedilo izraziti. In gremo poiščemo dogodke v življenju, kadar smo začutili te emocije, in jih potem nekako apliciramo potem na to besedilo. To igralci počnejo vedno. Ena zgodba od enega zelo znanega slovenskega igralca, s katerim sem imela čast govoriti enkrat in sem ga prav spraševala, kako se on pripravlja na to vlogo, kako se on pripravlja na vse vloge, kaj počne, ker je to zelo podobno tudi nam pevcem, kako čim bolje interpretirati besedilo. No in on je rekel, najprej pogledam scenarij, to je recimo za nas besedilo, in pogledam, kaj meni znano in kaj mi ni znano. To pomeni, katera stanja emocionalna so meni znana, jih prepoznam, jih najdem iz svojega življenja, katere občutke pa nisem še doživel in jih ne morem najti. No, in zelo zanimivo je bilo,
ko je imel neko vlogo, kjer je mogel igrati enega invalida po prometni nesreči oziroma po nekem traumatičnem dogodku, kjer je izgubil eno končino. In je šel v rehabilitacijski center, tukaj v Sočo, in je menda, tako mi je rekel, 6 mesecev preživel s temi ljudmi, ki so po nesrečah, po čemerkoli, boleznih, zopet se učili hoditi, pisati, karkoli že, odvisno od primera. In kako so oni to doživljali, kako so se oni v bistvu šli čez ta proces te rehabilitacije, ker je on to rabil za to vlogo in njemu je bilo to popolnoma neznano prej. In tam se v bistvu on naučil, jih je doživel, je opazoval, kako oni čustvujejo, kako oni čutijo to v telesu, kjer misli jim grejo po glavi, kaj razmišljajo, kaj jih skrbi, kako oni sploh funkcionirajo po tej nesreči oziroma po tem dogodku, ko se je nekaj takega zgodilo in kakšne so njihove želje, kakšen je njihov pogled na življenje sedaj. Vse to je bilo njemu neznano prej, in tam se je pravzaprav to naučil. In enako je za nas, ko želimo interpretirati neko besedilo, če nekaj ne najdemo, da nam nekaj ni znano, ampak nas gane, to besedilo nam je všeč, gremo raziskovati, se pogovarjamo s prijatelji oziroma znanci, poiščemo v življenja primere ljudi, ki so pa mogoče nekaj takega doživeli in jih intervjujemo, jih vprašamo, kako ti doživljaš to stvar, in probamo mi tudi najti potem neko empatijo do tega in jih probamo začutiti. In to je bistvo, da začutimo to. In mi dobrega pevca, ko interpretira, nas tako gane, da dostikrat jokamo. Jaz sem enkrat eno Terezo Kesovijo, bila nek primer, res v francoščini je pela skladbo, pojma nisem imela, kaj pela, res. Pojma nisem, ker ne govorim francosko, ampak jaz sem jokala, kaj daš. In potem sem se še sama sebe vprašala, dobro, pa kaj si ti zdaj, mogoče sem bila malo v takem stanju, že tako, v življenju. Sem rekla, okej, zdaj grem pa še enkrat to pogledati, pa da vidim, zdaj pa nam jokala. In spet, kar solze se mi ulijajo, pa pojma nisem imela, o čem je pela pravzaprav, Ampak je njena emocija, njegovo izražanje. Jaz sem jo toliko podoživljala, ker je ona pela, da enostavno je moje telo tako odreagiralo. Enostavno sem začela jokati, ker sem jo slišala peti. In zame je to vrhunec, interpretacije, da to nek pevec doseže, da lahko tudi, če konec koncev ne poznam besed, ki jih poje, da ga tako močno začutim, da se me toliko dotakne, da sem začela jokati. In moram reči, človek ne pozabi tega. In pravzaprav mi to želimo. Mi želimo tako peti, da se dotaknemo ljudi. Seveda ni vedno to možno, saj smo samo ljudje, ne moramo se vedno toliko uživeti v neko vlogo, v neko besedilo, da bomo zdaj tudi tam traumirali, da bo vsi jokali vedno. Tudi ni point, včasih imamo vesela besedila in moramo nekoga v dobro voljo spraviti. In vse sorte, mavrica teh emocij in tudi globina, koga globoko gremo, s katero emocijo je drugačna pri vsaki skladbi. In to razberemo iz besedila. In seveda tudi iz glasbe, iz melodije, kako je napisano, harmonija in tako naprej. Še imam teh primerov, tudi recimo, enkrat sem bila v enem talent showu kot vocal coach in sem imela eno punco, ki je potem zmagala tudi, in ravno s to pesmijo, s katero je zmagala, je bilo zelo zanimivo, ker ona je bila zelo mlada takrat, teenagerka še, in ni mogla podoživeti nekih čustev, ta skladba je zahtevala določene zrele emocije, ki jih nek človek potem že v zrelem stanju poznejših letih lahko doživi. In smo iskali, se spomnim, da sem ji prav rekla, da iz šole probaj doživeti, kako se počutiš, ko, ne spomnim se točno, kaj je bilo, ampak
ko doživiš to pa to, ne, ko se nekdo do tebe tako pa tako obnaša in to. No in ona je to tako dobro znala narediti, da je zmagala. In je bila, ni bila tehnično nikakor najboljša od teh vseh kandidatov, ampak znala se je pa zelo dobro v to vlogo uživeti in smo mi dol padali, ko je ona to zapela. Ne? In imela je pa blazno malo časa, ene par dni samo. Tako da to mi je bil en fenomenalen primer nekoga, ki v bistvu tako se dotaknil ljudi, da je zmagal na talent šovih. Ne? In to sem tudi opazila, ko gledam včasih recimo The Voice ali pa X Factor ali pa te talent šove v tujini, tudi pri nas konec koncev. Na kaj pade komisija? Ne? Ljudje, vedno na emocijo, vedno na emocijo. Ne? Tisti visok glas je tudi ok, ne? To je še en dodatek, ampak če se ta pevec, ki zapoje, če se ne dotakne komisije, enostavno rečejo, ok, super poješ, best, ampak to ni to, ne? Ni dosti dobro. Tako da vedno je izpoved in izražanje čustvenih stanj, ne, in občutkov na prvem mestu, ko govorimo o interpretaciji o glasbi. Ne. No, zdaj, ko sem povedala par primerov teh zgodb, kako si pevci lahko pomagamo, bom pa še ta dva primera pokazala. Prav na videih. Prvi je od Lare Fabian, tale francoska skladba, ki sem jo prej omenila, ker je Tereza pela, bom tudi njen link dala od spod, pa si lahko poslušali vse to. No, tole je pa ta francoska, belgijska pevka, ki absolutno fenomenalno interpretira to skladbo tudi in se tudi vidi zelo dobro na njenem izrazu in bi vam rada pokazala, kaj pomeni res dobro interpretirati neko skladbo. Tako da si zdaj, poslušajte tale odsek, od spodaj bo pa cel video, da se boste lahko tole poslušali. Je ne fume plus, je n'ai même plus d'histoire. Je suis laide sans toi, je suis sale sans toi, comme une orpheline dans un dortoir. Je n'ai plus envie. No, zdaj pa še en primer, je pa Tereza Kesovija, ki poje eno hrvaško skladbo, to nam bo bolj znano, ker poznamo jezik, ne. Poglejte si tudi to je sicer malo drugačna interpretacija, ampak poglejte, kako Tereza doživeto poje vse te emocije in kako tudi opazujte njene roke, opazujte njene izraz na obrazu, kako ona interpretira to skladbo. No? Evo še en tale primer. Sreča moja, No, to je to. Evo, zdaj smo slišali in Laro Fabian, in Terezo. Upam, da vam je pomagali. Cele videe, kot sem rekla, so spodaj pod videom, boste našli tele linke in si res poslušajte, kaj pomeni, da doživeto petje. Ne? Tereza je tudi v enem intervjuju enkrat izjavila, da ona vsako besedilo, ki ga dobi, tako interpretira dobro, da tako ga mora podoživeti, ne? Tako da je to njeno, ne? Tako da je ona to doživela, ne? In to se res pri njej sliši. Ne? Evo, v naslednjem videu bom pa govorila o eni tehniki iz nevrolingvističnega programiranja, da vam bo pomagalo pri tem, da si boste mogoče lažje pomagali takrat, ko dobite neko besedilo in ne veste, kako se lotiti tega, si boste lahko s to tehniko pomagali, da pridete do boljše interpretacije, bolj izrazne, ne? Do tega, kar želite pravzaprav. Ne? To je to za danes in se vidimo naslednjič. Če vam je video všeč, se prosim naročite na moj kanal ali pa delite video tudi za druge, ne, če bi želeli te informacije deliti, če se vam zdijo fajne. Tako da, evo, se vidimo drugič. Lepo se imejte, do naslednjič, živjo!